že nekaj časa, oziroma vsako leto govorimo o tehnološki nadgradnji, o varnostni tehnološki nadgradnji. To je 10-letni program, ki se izvaja po slovenski zakonodaji za dolgoročno obratovanje. Cel program bo zaključen, kot rečeno, v letu 2021. Vrednost tega programa 10-letnega je okoli 260 milijonov evrov in to je vložek v novo kilovatno uro oziroma proizvodnjo v naslednjih 20 letih, kar je najbolj učinkovita in najbolj opravičljiva investicija v proizvodne kapacitete v Sloveniji oziroma Hrvaški. Verjamete, da bo letos zdaj začeta debata o smotrnosti gradnje nove jedrske elektrarne prinesla realno neko odločitev, za katero bo vlada stala? Težko rečem, špekuliram, kaj bo prinesla razprava. Razprava se je pričela, jaz verjamem, da se bo nadaljevala na sistematičen, racionalen in razumen način in da bo prinesla do ustreznih rezultatov. Zakaj je jedrska opcija pomembna za Slovenijo, po vašem? Jedrska opcija je za Slovenijo pomembna tako oziroma enako kot za vse ostale dežele, oziroma če gledamo Evropo. V Evropi bo jedrska energija ostala eden od ključnih stebrov pasovne proizvodnje električne energije, je ključnega pomena za uresničitev okoljskih ciljev in ambicij oziroma nalog, ki jih imajo vse države. In naša pot, da uresničimo te cilje, je edino po poti souporabe jedrske energije z obnovljivimi viri. Mogoče še približno število, koliko je jedrskih operaterjev v tem svetovnem združenju, ki potem razvršča tudi elektrarne po varnosti? Torej, svetovno združenje operaterjev, to je World Association of Nuclear Operators, združuje vse danes obratujoče jedrske elektrarne v svetu, teh je okoli 450 reaktorjev in presoje stabilnosti in varnosti obratovanja se vršijo po enakih merilih, po mednarodnih merilih. Jedrska elektrarna je drugič, skoraj v 8-letnem obdobju dosegla najvišji razred 1 in se tako uvrstila na najvišjo raven obratujočih jedrskih elektrarn, ne samo v Evropi, tudi v svetu.